Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Kot veste, sem bil v New Yorku, mislim, da to so bile, v bistvu niso bile najboljše počitnice, bile so druge najboljše počitnice. Tudi v enem videu povedal zakaj, ampak imel sem se svetovno, res je bilo legenda. Morate iti v New York, ker je ful zanimiv in zelo lep in zelo velik. Kot vidite, danes nimam Oskara zraven mene, imam pa to umetniško sliko, upam, da vas ne preveč moti. Jaz sem samo hotel dati sliko poleg videa, da vam malo bolj polno in malo bolj zanimivo. V tem videu bom pa malo bolj podrobno povedal nekaj več o New Yorku in o mojih izkušnjah v New Yorku in v Renard šoli. Vse vam povedal, kako sem začel, kako sem prišel tja in kako sem šel nazaj v Maribor oziroma domov. Vedno sem si želel izpopolniti mojo angleščino nekaj v tujini. Hvala Bogu sem navezal stike z jezikovnim centrom Niste iz Kopra. Največje legende, kaj sem jaz poznal, čisto vse so zrihtali za mene. Od kam grem. Na izbiro sem imel Velika Britanija, New York ali Malta. Hvala Bogu sem vas vprašal in vi ste izbrali New York, tako sem hvala Bogu šel v New York, ker to sem si najbolj želel. Oni so pa zrihtali čisto vse, kam bi rad šel, pol so pa zrihtali še valjda letalsko karto. Jaz sem dobesedno samo čakal, kdaj bo oni poklicali in mi vse zrihtali. Dobesedno, ali bo tako se grdo sliši, ampak je bo dobesedno tako hudo fajn ljudje tam delajo, ta vsaka čast. Let je trajalo približno 8 ur pa pol, normalno let, jaz sem spal 100% kar nekaj ur, no. Ko sem pristal, sem bil kar utrujen zaradi tega, ker zaradi jetlaga valjda, če ne veste, kaj meni jetlag, to pomeni, ker je razlika v uri, je 6 ur razlike New Yorka in Slovenije. Kako je to potekalo, ko sem jaz pristal, miren pristanek, pridem z letala, grem po svoj kovček in me tam čaka, ko veš, ko se ona vrata odprejo in pa tam, ne vem, starši čakajo ali pa kdo te čaka, ne, me tam čakal en fant, lahko fant, ker je bil nekaj mlad, mislim, da je bil 17 let star, za tako tablico in ime je bilo Jack, sem jaz, Jaka, ne. Aha, to sem jaz, zdravo, hak si, dobro, hak ti je ime Jaka, tebi je okej. In je rekel, zdaj bomo šla mama prevoz veni in gremo, da ima vse zrihtano. Čisto po vsakega grejo do letališča in ga peljejo do šole. In smo šla z avtom oziroma z Uberom, taksi, če ne veste kaj je Uber, smo šla do Renard School oziroma Renard šole, tam, ko smo bivali. Gremo tja, se lepo menimo, to ful taki cool tip, svetovni bil. Prijemo tja, spoznam Katie, Katie je največja legenda, valjda. Katie je tista šefica, ki je že bila enkrat v mojem videu, če se mogoče spomnite. Ampak smo se lepo pozdravila, mi je dala ključe, ker dobiš točno tako kartico dobiš. Kot da bi rekel, da je kreditna kartica enako velika in se tako potem čekiraš, ko gor daš na tako tablico in potem ti se kao čekiraš, da sploh pridejo v stavbo, rabiš tako kartico, ki smo tudi tam dobili. S to kartico tudi vstopiš v tvojo sobo, torej tako vtakneš, tako v hotelih, naprimer, če se spomnite. Imel sem pa 2 roomata, ker ta prvi roommate je bil Rus in je komaj potem čez 3 dni je že šel domov, ker je bil že 2 tedna tukaj. Potem sem pa dobil novega roommata, Tora iz Nemčije. Jan se napiše Thor, ne? Se pa izgovori Jacques Thor. Težko se izgovori, ampak to Guten Tag, Thor. Če gledaš ta video, 100% nič ne razumeš, ampak zdravo, super legenda si bil, velika legenda si. Teda komaj čakam, da še takdaj vidim. No, znam pa je, kak je tam dan potekal. Zbudil sem se, oziroma jaz sem se budil ob 7:50, zaradi tega, ker jaz se lahko zrihtam v 10 minutah. Moram priznati, včasih sem zamujal tudi 2 minuti ali pa 3 minute, ni bil neki veliki problem. Čakamo še na druge, hodimo tako 3 minute do Subwaya, zaradi tega, ker tam večina prometa poteka z Subwayom oziroma podzemno železnico, ker mislim, da je najhitreje. Moram povedati, da je velika gužva zjutraj in zvečer, ker hodijo v službo in iz službe. Tam smo se kar malo guzli, oziroma malo smo se tam dotikali, malo bo neprijetno, ampak dobro, ni problema. Se vozimo približno 10 minut za Subwayom, gremo dol in gremo prvo na zajtrk, odličen zajtrk, pravi ameriški zajtrk. Tako smo imeli 2 taka lonca sadja, pa 2 taka lonca palačink, svetovne vojne, ameriške debele palačinke, ful dobro. Po zajtrku smo pa šli v razred, imeli smo 2 uri pouka. Prvi teden je bila tema, tako si imel pač različne razrede, imel si business class, pa si imel navaden razred, ki je bila vsaki teden neka nova tema. Naprimer, prvi teden, jaz sem bil v tem normalnem klasu prvi teden smo govorili o hip-hopu, ker hip-hop se je začel v New Yorku. Cool, jaz sem ful rad hip-hop, teda mi je bilo to zanimivo. Ampak naslednji teden smo se pa menili o hrani, ampak so me vprašali, če grem v drugi klas, torej business class,
ker se bomo imeli o hrani in sem mislil, ne, me nekaj zanima, pa še bolj lačen bom. Teda sem šel naši business class, tam pa je bilo totalna legenda, imeli smo odličnega učitelja. Pol pa po malci smo vsak dan hodili na neke izlete, oziroma mini izlete, še da rečem, vse je bilo v New Yorku. Naprimer, enkrat smo šli na Yankee stadion, kot veste, mislim, da vsi poznamo te stadion v filmih, ste ga 100% videli, bejzbol. Ampak mi smo šli na tekmo, ampak nažalost nismo gledali bejzbola, ampak smo gledali nogomet. Šli smo na naš evropski nogomet, New York City Football Club. V tem klubu je tudi David Villa, ki je včasih igral pri Barceloni. To sem bil srečen, da sem ga videl, ker sem včasih bil veliki fan Barcelone. Potem smo šli naprimer v botaničnem vrtu, tam je bil kar veliki, mislim, ni bil ful veliki park, ampak kar zanimiv park. Lepo drevje, lepo čilano, smo lahko malo mirili, malo še okoli gledali. To je bilo kar cool. Potem smo šli v muzej, oziroma to ni bilo vse en dan, zdaj govorim, kam smo vse hodili. To je bilo v celih 2 tednih. Potem smo šli naprimer, ampak vedno smo veseli, da ne misli, da nič ne jemo, vedno smo veseli. Potem smo šli naprimer v muzej Believe it or not, kulski muzej. Če veste, sem jaz tudi bil v Londonu in ko smo bili v Londonu, smo bili tudi v tem muzeju Believe it or not, tam imamo take kulske stvari, take ljudje, kot naprimer najmanjši človek na svetu ali pa največji človek na svetu, ampak najbolj debeli človek na svetu, bla bla bla. Zanimive stvari. Potem smo šli v Harlem na hip-hop tour, tam so naši eni plesali. Je malo razlagal, kje se je hip-hop začel. Potem smo še šli enkrat v Columbus Circle, to je eno križišče, ki se imenuje Columbus Circle, tudi tam smo šli, izjemno lepo, ful velike stolpnice, kaj si ti nareko v filmu, moram povedati, isto kot v filmu, ta svetovno. Poleg pa še bil Central Park, ogromen park, res ogromen park, svetovno, izjemno lepo. Tam so tudi par filmov posneli noter, če gledate kaj filme, 100% ste videli ta park že na televiziji, jaz sem bil tam živo, isto kot v filmu, lepo kot kristal. Za nas je skrbelo osebje, so bili mladi ljudje, od 17 do 21 let največ, oziroma največ 24 let, hudo prijazni, moram povedati, največje face, vse se lahko menil z njimi, to ni bilo ono, kot te skrega, če veš kaj groznega, to je ono veš čilano, najstnik je, on tudi, ono, what's up my boy, razumeš, nekaj vrste je bilo tak, ne, ampak to je bila tudi ena Bridge, oziroma ime je bilo Bridge, iz Afrike, da smo se nekaj imela, če se bo poročila, ne zdaj, ampak tako ena tema je bila, se bo enkrat poročila, sem imel cool, sem rekel, zakaj pa se ne bi že zdaj, je rekla, ker ona je afriška princesa, je rekla, in tam se tam na sredi muzeja, če režači so me gledali. Ta Bridge, ti si rekla, da gledaš ene moje videe, in si rekla, da nisi nič razumela, ampak ko sem se jaz nasmejal, se tudi ti nasmejala, upam, se tudi nasmejala, ta hi Bridge, thank you very much, you're my favorite, you know. In potem pa se delala norca, ki je rekla, da je me rada posvojila, sem se delala malo norca tam in si nas tam mama pred vsemi, tako ona je bila črnka, jaz pa belec, I believe it, no, smo bili tam kar nekaj ljudi, jaz pa ono, Mom, I wanna see this, please. In se tam delala malo norca, ona tako celo bilo sram in si jo nekaj vrste klical mama za finto. Še zdaj se včasih slišima preko Whatsappa, tam pa še videl Christian, največja legenda, kaj sem jaz poznal, ta High Christian, on tudi kakva legenda pa je bil on. Potem smo šli v Central Park, v eno jezero in tam smo tudi malo pljuli z našimi čolnički. Če mogoče ne veste, Nikolas je veslač, tudi taki izrezan veslač, močen in je tam veslal, vse smo prehiteli. Tam se mogoče tudi vidi, ker sem jih tam malo pranknil in sem rekel, da bom selfie naredil. In tam zadaj, če lahko mogoče vidite Christiana, to je tisti črnec, ko sem rekel, da je bil največja legenda. To je on, še zdaj tudi malo včasih slišim z njim, tada, hi Christian. You're recording. Yeah. Are you recording? Yeah. Potem smo še bili v Natural History Museum, Klubski muzej, potem smo bili v Brooklyn Museum, v kar nekaj muzejev smo šli, videli smo tudi to znano sliko, če kdo pozna. 100% ste zdaj učili o njej v šoli. Zdaj pa eno vprašanje. Ta slika o Van Gogha,
če mogoče veste, kako se jaz vem, kako se imenuje, ampak če vi veste, kako se imenuje, napišite v komentar, da vidim, če mogoče veste kaj, če ste kaj v šoli naučili. Ampak jaz bi prav srečen na to sliko videl, o tej sliki smo se dosti krat učili v šoli. Ta slika naj je bila vredna $100 milijonov, to da naslednje leto, ko dobim še 1000 subscriberov več oziroma naročnikov več, gremo to sliko kupiti skupaj. Potem smo pa še šli z avtobusom v ful znano univerzo Yale, to je ena izmed najbolj znanih univerz na svetu in ena izmed najboljših univerz na svetu, ogromna kot pes. Ta univerza je za bodoče pravnike, tisti, ko so potem sodniki ali odvetniki, ogromna univerza, dobesedno velika kot pes. Moram pa povedati, da smo imeli med vikendi, smo pa imeli celodnevne izlete, ali si imel organiziran izlet, ali si pa lahko čisto sam šel v New Yorku, kjerkoli si šel, ampak hvala si moral prvo povedati tem šefom oziroma tem, ko so te čuvali, čuvajem. Oskar, nehaš, kam greš in na katero železnico boš šel, kateri subway, mislim, pardon, kje se boš stavil, koliko minut, kdaj boš nazaj, bla bla bla. In sva šla z Nikolasom, sva šla na južni del Manhattana, šla sva pogledati Wall Street, šla sva pogledati tudi, kje so nažalost podrli oziroma uničili zaradi terorističnega napada 9/11 oziroma dvojčka. Potem smo pa še šla na One VTC, šla smo na vrh tega, celoten razgled nad New York. Oskar! Celoten razgled čez New York, ogromen New York, ko bi videli, kak je to veliko, komaj tam vidite, ko ste na vrhu, kaj si ti nor. Šla smo pa čisto sama, sama, brez vsega, samo mi dva z Nikolasom smo šla pogledati Kip svobode. Ko bi vi to videli, to je tako cool. V vsakem filmu sem to videl in to sem šel, hvala Bogu, zdaj pogledati v živo. To morate iti enkrat pogledati, če ste v New Yorku, nujno. To je prva stvar, kaj morate videti, ker je legenda. Potem smo pa še šli v Apollo Theater. To je v bistvu taka stavba oziroma gledališče neke vrste, ki ima tam oder. Tu mi sedimo in tam so pred parimi leti, oziroma še enega vem, pred kar nekaj leti, ko so bili ti Beyoncé, Rihanna, Chris Brown, Drake, še mladi otroci, so tam prvič nastopali in tam so imeli neke vrste talente in to niso imeli triko, stisnjal, slabo, tam so imeli, mislim, da so ljudje glasovali, če si dober ali si slab, ali so te buali, ali so pa vsi ploskali, pa jej, ne. In je tam bila taka finta, da tam so nastopali, tam sem poznal enega gospoda z imenom Billy Mitchell. On je dobesedno tam spoznal mlado Beyoncé, mlado Chris Browna, mlado Rihanno, mlado Madonno, vse brate od Michaela Jacksona tudi on spoznal. Ampak tam so dobesedno te zvezde, ki so zdaj zvezde, postale slavne. Johnson, the basketball star. There's Byron Cage, gospel singer. There's DJ Kid Capri. There's Nicki Minaj right there, Nicki. There's Amy Schumer, actress, comedian. Talib Kweli, he and Mos Def are partners. This is will.i.am with the Black Eyed Peas. Then we got comedian, actress Monique. Še nekaj, z Nikolasom smo bila v trgovini in tam imamo take svetovne snijake, ko sem jih prvič videl, ki v Sloveniji sploh nimamo, kako samo sanjamo o tem. Invala smo vse probat. V biznis letu smo imeli profesora Johnsona, svetovni je bil legenda. Dečko se vidi, ima pojma, ni dečko, no, že pravi moški, no. Ampak sem jih tudi vprašal za mnenje. Njega in še moje 4 sošolce sem vprašal za mnenje, kako se mi zdi vreme na šoli in kako se mi zdi business class. Tudi učitelja sem vprašal, kako se mi zdijo mi otroci oziroma Renaissance School in to je, kaj so povedali. Hi, my name is Nicolas. I am from Paraguay. You know me already. And I love this experience of the class and the trips that we are doing here in New York. It's too fun, too cool. I love the teachers, that what are we learning, and we went to so many places that are too amazing, and this experience I will remember for the rest of my life, and that's all. Hello, my name is Dmitry. I'm 16 years old. I'm from Ukraine. I had a dream to come in New York. All my life I wanted to come in NYC, New York City. And my parents wanted to be that I was in this camp in Serenity Teens.
I love it because in one country we have lots of old teachers, and it's so boring when they say something. It's for me it's very boring. But here a lot of like enthusiastic, like young people with their dream, and I can just talk like people like me. I love it because here I can talk English. I learn English. I love this camp. Hi, I'm Renee. I'm from Ivory Coast, and I really like Renee Teen because here I met a lot of great people. I made a lot of friends that I hope I will still catching up. The staff are really great. We have a lot of fun. It's amazing. Classes are great because I want to be a manager when I get older. And I think that I learned a lot in English business in classes. It's not really difficult, so you can understand and you're really cool. Hi, how's everyone doing? My name is Dana Johnson. I am the teacher and instructor, professor of business and leadership. And I have my own company called Johnson Capital. I've just started, and my background is investments, but so grateful to teach. For me personally, I learned a lot myself. I probably learned just as much as the kids did. I think this is a good opportunity for the kids to explore their passions, to explore what they want to do in business, and more importantly, how to be great leaders. And the only way you can do that is if you look at successful people in the past, right? And I think we've done a good job of that. And you know, I wanted to prepare myself so that the kids will actually be challenged. So I wanted everyone to be challenged, including Jack. And I was just so excited just to be a part of this program and for the kids to allow me to teach them. Enkrat smo se šli na Empire State Building, to je bila veliko časa najvišja stolpnica v Ameriki in sem bil prav ponosen, da sem lahko šel na to. Mi smo prišli za večer, oziroma proti večeru, da smo lepo videli vse lepe lučke New Yorka, ko vse stolpnice tako žarijo, to je bilo svetovno, lepe slike sem naredil, videa mogoče ne, slike pa. Zadnji dan v New Yorku, ne zadnji dan preden sem šel, ampak zadnji dan v New Yorku, pa smo še šli v zabaviščni park, oni pravi ameriški zabaviščni park, ki ga vidite v filmih, in je bilo dobesedno svetovno. In tam smo malo špili košarko, ne? In sem trofil, vidite, kaj ti se snemal, Madonna je. In tam sem metal nekaj na koš, ker je bil ful daleč, je bilo težko ga trofiti, ne? In sem trofil, oziroma zadev, in sem dobil tako veliko žogo, oziroma oko iz filma, oziroma risanke Monsters. Ampak tega nismo nažalost domov odnesti, da sem dal onemu Kriščanu tam, ker ne moš tega na letalo odnesti, ne. Tako da sem rekel, da to mora njegovi punci, je rekel, da nije punce, ne. Rekel, ko boš dobil punco, reči, ne, ti daj to, ne. Pa rekel, aha, pa rečem da si ti to meni dal, ne. Rekel, ne, ti reči, da si ti to dobo za njo, ne, in bo ona bila kao ful ponosna. Te je rekel, ok. Sem rekel, dobro, ne. Smo se malo delala norca tam, pa nastopila sobota, in smo šli v Washington. To ni bilo tako hudo, lahko si mislite, to ni čez cesto, to je glavno mesto Amerike. Kako smo prišli do tja, zbudili smo se ob 4, šli na Subway. Prišli do avtobusne postaje in z avtobusom šli do Washingtona. Šli smo tudi do Bele hiše, ker je valjda v Washingtonu, tam se lepo najedli. Šli do Bele hiše, še v par muzejev. Hudo zanimivo, nažalost pa je deževalo. To je bilo edino, kaj je bilo tako, zato sem tako res komaj kaj sem snemal, ker sem mogel imeti vedno, ko sem snemal, sem mogel držati še z eno roko marelo, da ni bilo tako hudo lahko. Je pa bila finta, da nažalost nisem videl Donald Trumpa. China. Ne. Pol pa je napočil čas, da grem domov. In sem se lepo zahvalil Katie. So Katie, thank you very much for everything. I'm really grateful. Renner School is an awesome school. And right now I'm going back to JFK in Slovenia. I'm very sad you're leaving I will miss it. I have a little surprise for you. It's Slovenian chocolate. I always accept chocolate. I'm excited, my first Slovenian chocolate. My bracelet. Thank you, Jack. And my t-shirt. Woohoo!
There you go. Thank you so much. Thank you very much. It was wonderful having you here. Yes, same. You were literally the coolest kid ever. Pa napoči čas, da idem domov in so me lepo, enako so me peljali, kot sem sem prišel z taksijem oziroma z Uberom, so me peljali do letališča JFK, peljali tja in žalostno sem rekel adijo tistemu in sem šel lepo čez security. To pa bo tako lahko, dobesedno. Moji starši so tako skrbeli za mene, so bili prestrašeni, če bo vse vreje, ampak jaz sem šel dobesedno, sem šel tak. Jaz sem šel ravno skozi security, da moja papuče dol, skozi skener, ok, nič ni. Sem šel, pogledal, kjer je gate, šel levo, pa ravno, pa sem bil tam, dobesedno tako lahko je bilo. V Budimpešti pa je bilo malo bolj zakomplicirano, ker smo imeli grupo stopnica, ampak kaj je zdaj, to pa bo samo ravno pa levo. Šel sem na letalo, dobil sem odličen sedež tam pri WC-jih, ki je lahko tako raztegen, ne? In sem imel lepo 8 ur spanca, dobesedno sem večina časa spal. Lepo prišel domov, oziroma v Budimpešto, ne še domov, v Budimpešto. Tam sta me čakala Marcel in Lenina. To je bilo to, mojih počitnic z New Yorka, potem sem pa šel lepo domov. Če bi tudi vi radi izpolnili vašo angleščino v tujini, mogoče Irsko, New York, Veliko Britanijo, Malto, bilo kam drugam še, ne vemo, idite na www.tecajtujini.si, tam si malo pojete stran, zelo zanimiva stran, veliko stvari lahko vidite, tam se lepo prijavite. To je spletna stran od jezikovnega centra Nista, ki vam bo vse uredili, vi se samo javite njim, povedite, kam bi radi šli in dobesedno prepustite to njim, ker oni obvladajo. To je bilo vse danes, upam, da ste uživali v tem videu, sem malo povedal, kako je to izgledalo v New Yorku, tu se naročite na moj kanal, na tem človekecu, idite na moj Instagram in Facebook profil, lajkajte ta video in se vidimo naslednjič, čekujem, da bo slov. Čau!